Parada učenja Dan učečih se skupnosti je ena od skupnih akcij Tedna vseživljenjskega učenja, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, v imenu katerega je udeležence in obiskovalce v Slovenj Gradcu pozdravila Nevenka Klemenčič. Istočasno je potekala v 16 mestih po Sloveniji, razvila pa se je v okviru projekta uresničevanje Evropskega programa za izobraževanje odraslih. To je v bistvu sejem priložnosti učenja in ustvarjalnosti. Dali smo možnost, da v lokalnem okolju prikažejo, pokažejo vsi tisti, ki ponujajo različna znanja, da to delijo med ljudi. 3 leta v okviru tega evropskega projekta, zadnja 3 leta pa Parado učenja finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in tega smo posebej veseli. Jaz sem pa še posebno vesela, da sem danes tukaj v Slovenj Gradcu. Tukaj sem bila že leta 2013 in se rada vračam v ta kraj. Pritegnila me je pa tudi tema in to zaradi tega, ker se mi zdi, da se v zadnjem času delodajalci premalo zavedajo, da je zdravje, promocija zdravja in učenje za zdravje tisto, kar ni le strošek, ampak je naložba. Zakaj pa je bila letošnja tema parade učenja v Slovenj Gradcu Učimo se za zdravje? Zdravje je v bistvu tema življenja. In zaradi tega smo rekli, glede na to, da se mi veliko ukvarjamo tudi s starejšimi, je prav, da čim več tega pravzaprav ponujamo tudi mi. In predvsem to zavest, da ne moreš čakati zdaj in na zdravstvo in na zdravnika in na ne vem koga, ampak da je v bistvu naša dolžnost, da tisto, kar lahko sami naredimo zase, da to tudi naredimo. Seveda tu je pa potem ta možnost, da ta znanja pridobimo, no in tu nastopimo mi. Se pravi, ampak zdravje ne samo v fizičnem pomenu. Jaz mislim, da je vedno bolj pomembno tudi to psihično zdravje. Zato, da nekako da zdržimo, da pa tudi v bistvu zdravje v smislu, da sodelujemo, da smo v skupini, da se ne osamimo, da ne postanemo depresivni, da se ne umaknemo. Vse to je zdravje. In zato sta bila tudi ambasadorja te parade skrbno izbrana. Ja, prav iskali smo pravzaprav ljudi, ki so nekako vzor tega. In maratonka Lužnikova, Kazimira Lužnikova, zgodba zase. Primož pa pravzaprav z svojo igrivostjo spremlja nas celo življenje, kaže, kako v bistvu v vseh obdobjih si otrok in če to obdržiš v sebi, potem ostaješ mlad. Tako da ja, res zelo dragoceni gostje. In res sta bila Lužnikova in Suhodolčan odlična gosta. Primož nas je seveda vse nasmejal, Kazimira Lužnik pa je kar na odru najprej demonstrirala ogrevanje pred tekom, kjer so seveda sodelovali tudi vsi navzoči, potem pa se je pri častitljivih 84 letih lotila kar sklec in ob pogledu nanjo je marsikdo obstal kar odprtih ust od začudenja. Res prava ikona skrbi za zdravje. Kako je to uspeva? Nimam kakšnega posebnega načina, ampak imam prvič veselje, da sem še živa, rada živim in zato moram tudi nekaj napraviti vsak dan za svoje zdravje, da bom čim dlje lahko živela in vsak dan telovadim zjutraj, potem včasih nisem doma kuhala, zdaj sem še kuhati začela doma, potem z možem greva hoditi, da imava s tem veselje tudi in tako preživiva vsak dan in seveda, ko se pa udeležujem, se pa tudi še vedno tekmovanj za Koroški, Štajersko-Koroški pokal in zato tudi moram tudi nekaj napraviti, da lahko pridem potem v cilj, seveda. S tem imam veselje, no, in dokler bom to vzdrževala, bom vesela. Kaj nam svetujete? Kako naj živimo, da bomo kondicijo še obdržali, kajti sami moramo nekaj narediti za svoje zdravje, ste rekli?
Ja, sami moramo poskrbeti, tudi če nam ne paše, da gremo hoditi, ker hoja, mislim, da hoja je najboljša. Seveda, če imaš pa še večje želje, kot jih imam jaz, pa potem moraš pa še tekati, ne? To vsak dan, če se le da. Lahko se samo priklonimo takšni volji, želji in energiji. In s to energijo je navdušila kar lepo število otrok in 2 Mocisovi dami, da so tekli okrog centra mesta. Sicer pa smo o zdravju lahko veliko videli in izvedeli na številnih stojnicah, kjer so se predstavljala društva in druge organizacije. Nekateri so s to parado že vse od začetka. Jih je težko pridobiti? Niti ne, zato ker je to že utečeno, v Slovenj Gradcu vsako leto parada učenja je in zaradi tega nekateri že tudi vnaprej računajo, da bojo sodelovali. Seveda nekatere treba malo spodbujati, drugi pa že tudi sami. Se je že tudi zgodilo, da smo koga hoteli pozabiti, ne hote seveda, pa so nas opozorili, a kaj pa mi? Seveda, no smo pač še uredili kako dodatno stojnico, pa malo razširili program. Koliko je danes stojnic? Danes je 29 stojnic. In to so pač vse različne organizacije po Koroški, od centrov za socialno delo do vrtcev, šol, društva upokojencev in tako dalje in tako naprej. Vse mogoče organizacije z različnih področji. In ob obisku prav vsake izmed stojnic smo se naučili nekaj novega. In učenje vedno bolj pridobiva na pomenu, pa ne le v mladih letih. Učenje je pravzaprav res postala nuja in to se pozna tudi pri nas, ki se pač z izobraževanjem odraslih ukvarjamo. Vedno več je teh potreb in tudi ljudje se vedno bolj zavedajo, da smo sami od sebe odvisni oziroma da je sreča in zdravje v bistvu v naših rokah. Tako da lahko rečem, da so te stvari v razmahu, kar je seveda za nas izobraževalce dobro. Po drugi strani pa moramo vedno iskati tudi neke nove poti, nove načine, kako se ljudem približati, pa na kakšen način jim pravzaprav to znanje približati. Župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas je poudaril izjemen pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih in možnosti zanj. Vseživljenjsko učenje je v bistvu izziv sodobne družbe, ki postaja vse bolj drugačna, podaljšujejo se nam vloge, ki jih upravljamo v raznih obdobjih in zato je potrebno tudi učenje. Nikoli se ne neha, nikoli se ne ustavi in hkrati tudi bogati človekovo življenje. Seveda pa je najbolj intenzivno v mladih letih. Zakaj pa se moramo učiti? Zato, da bomo potem dosegli, kar želimo, kar bi radi bili po poklicu. Zato, da smo dobri v šoli, pa da imamo dobre ocene. Da bomo znali komu pomagati. Zato, da se naučimo in to uporabimo v življenju. Zato, da znamo delati, da ko bomo imeli službo, da bomo vedeli, kaj rabimo. Da se bomo znašli v življenju. Res je, vse našteto drži. Drži pa tudi, da je bila letošnja parada učenja v Slovenj Gradcu še posebej živahna. Tudi na drugi lokaciji kot sicer. Letos je bila pred Konjem, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev. Program na odru je bil prisrčen in zanimiv, zaključila pa ga je, kot vedno, Slovenjgraška glasbena šola. A pravi konec je bil letos nekaj posebnega. Na balone, napolnjene s helijem, ki jih je podarila trgovina Marjanca, so privezali lepe želje, ki so jih napisali udeleženci in obiskovalci, ter jih nato spustili v zrak, da tudi na drugem koncu sveta zvedo, da jim Korošci želimo le vse najboljše in najlepše. 3, 4, spustimo! Thank you.